Pozdravljeni. Čas je tudi za zadnji brifing velike nagrade Japonske. Poglejmo si skupaj vse zanimive točke. Kot ponavadi bo tudi tokratni zadnji brifing razdeljen na 3 ločene dele. Najprej si bomo ogledali rezultate samih kvalifikacij, nato skušali ugotoviti ritem za posamezno ekipo in na koncu bom kot običajno tudi podal svoje osebno videnje glede možnih strategij. A najprej mi dovolite, da pojasnim neko malenkost. Verjetno ste tudi vi zasledili v raznih komentarjih, člankih, pripombah, da tu na veliki nagradi Japonske se spominjamo 10. obletnice smrti Jules Bianchija, kar je milo in izjemno prijazno rečeno groba netočnost. V samem uvodnem prispevku k veliki nagradi Japonske sem poudaril, da pravzaprav so letos zamenjali termin in nesreča, zaradi katerih posledic je umrl Jules Bianchi, se je zgodila 5. oktobra 2014. Ampak Jules Bianchi ni umrl na tisti dan. Jules Bianchi je podlegel poškodbam 9 mesecev kasneje, točneje 17. julija 2015. Torej, sedaj aprila 2024 govoriti o 10. obletnici je malce pretirano. Torej, kjerkoli slišite, preberite ali zasledite kaj takega, boste sedaj vedeli, da avtor te nebuloze pravzaprav ne pozna zgodovine Formule 1 in skušam biti izjemno prijazen. Seveda, ta poenostavitev je približno takšna, kot če bi novo leto praznovali 31. avgusta. Vsaj tako je moje osebno videnje. A vrnimo se k samem zadnjem briefingu. Na kvalifikacijah smo zopet videli, da je Red Bull najhitrejši, kar je bilo pričakovano. Gre za Japonsko, pri Hondi hočejo blesteti in pravzaprav Max Verstappen tudi hoče dokazati, kdo je najboljši in najhitrejši. In to mu je tudi uspelo. Perez tokrat je dostojno opravičil svojo vlogo drugega voznika. Njegov zaostanek za Maxom ni bil tako gromozanski. A po drugi strani smo videli na 3. mestu Landa Norrisa. Že lani tu je McLaren bil dober, ampak v sezoni 2023 je bila velika nagrada Japonske, kot smo že dejali, na koncu koledarja, v tistem obdobju, ko je bil McLaren v strmem vzponu. Letos prvič, da vidimo McLaren tako blestečega v samih kvalifikacijah. Nato na 4. mestu Carlos Sainz mlajši, kar je po svoje razočaranje glede na tisto, kar smo videli, naprimer, še na veliki nagradi Avstralije. K temu se bomo še vrnili. Namreč ne samo Sainz, predvsem Leclerc je bil tisti, ki je pokazal manj od pričakovanega na kvalifikacijah. In poleg tega se verjetno marsikdo tudi sprašuje, zakaj oba Mercedesa tako zadaj. A menim, da bi bilo potrebno najprej se ustaviti pri dejstvu, zakaj je bil Charles Leclerc tako slab. Verjetno ste opazili, da pravzaprav v zadnjem delu kvalifikacij je opravil samo en hiter poizkus in to v tistem premoru med prvim in drugim vseh ostalih. In tu se je treba spomniti, kaj se je zgodilo v prvem delu kvalifikacij. Namreč Charles Leclerc je takrat uporabil 2 seta pnevmatik namesto enega.
In to zaradi tega, ker s prvim poizkusom pri Ferrariju niso bili prepričani, da ne bo enostavno izpadel. In to pomeni, da za zadnji del, za Q3, mu je ostal na razpolago en sam set in en sam poizkus. A to še ne opraviči njegovega, bodimo iskreni, slabšega časa od pričakovanj. Sveda takrat na njegovem bolidu so bile montirane pnevmatike SOP oziroma C3. A če ste sledili njegovemu hitremu krogu, ste morda opazili, da v tretjem sektorju je izgubil največ. In kaj bi to pomenilo? Po moji osebni interpretaciji, predvsem to, da je pravzaprav pregrel zadnji par pnevmatik, ko je temperatura šla iznad tiste meje, se je oprijem na pogonski osi tako zmanjšal, da pravzaprav v zadnjem delu enostavno Charles Leclerc ni mogel nič. Podobno bi lahko dejali, da se je zgodilo tako pri Carlosu Sainzu kot pri obeh Mercedesih. S to razliko, da pri Sainzu in Hamiltonu ter Russellu smo lahko videli malce počasnejši prvi in drugi sektor, zato da pnevmatike v tretjem niso imele tako visoke temperature. A pravzaprav je tu treba gledati bolj na dirko kot na kvalifikacije. Namreč na sami veliki nagradi Japonske bomo videli predvsem uporabo pnevmatike C2 in C1. In obe tipologiji delujeta na bistveno višji temperaturi. Na kvalifikacijah velja pravilo Parc Fermé. Zato za dobro dirko so morda, tako pri Ferrariju kot pri Mercedesu, žrtvovali malce hitrosti na samih kvalifikacijah. In tudi tu velja iskati, naprimer, razlog, zakaj je bil McLaren tako dober. Namreč prišli so v ospredje. Spomnil bi vas rad, da imajo tu malce posebno barvno shemo zaradi Japonske in nekako so dosegli svoj cilj, pritegnili so pozornost. Zato na sami dirki bomo lahko videli čisto nekaj drugega. Ne smemo mimo dejstva, da je bil Fernando Alonso tudi izjemno konkurenčen zaradi dejstev, o katerih se bomo pogovarjali v nadaljevanju. In tu je treba poudariti, da zopet Yuki Tsunoda je bil boljši od Daniela Ricciarda. Razlika seveda minimalna, prednost domačega terena za Tsunodo, ampak vseeno od Daniela mislim, da smo vsi mi pričakovali nekaj več. Ricciardo ima sloves voznika, ki je boljši od malega mladega Japonca. In to, da ga redno premaguje na kvalifikacijah, je vse prej kot obetajoče za nadaljevanje njegove kariere. V tem primeru je res, da bi bilo bolje, naprimer, dati Tsunodi možnost v Red Bullu, čeprav menim, da se ne bi dobro odrezal. In na koncu je treba dodati še nekaj besed o Loganu Sargentu. Mnogi ga vidijo izven Formule 1. Ampak malo kdo je opazil napredek, ki ga je napravil med lansko in letošnjo sezono. Če je bil lani nekako izven tistega območja, kjer se lahko bori za prehod v Q2, je letos praktično desetinko dve za tistim, kar pomeni prehod v naslednjo fazo samih kvalifikacij. Med njim in Albonom ni več tako velike razlike. A seveda gre za malenkost in mnogi navdušenci dobesedno nasedejo tistemu, kar govorijo nekateri komentatorji, kot sem povedal na samem začetku. Kvalifikacije kot take na Japonskem niso prinesle kakšnih večjih pretresov, ampak menim, da vsi mi smo pričakovali bistveno več, predvsem od Ferrarija in Mercedesa. A na dirki bi znalo biti drugače. Namreč, če pogledamo rezultate prvega in tretjega prostega treninga, bomo takoj videli, da predvsem Mercedes je pokazal bistveno boljšo formo kot na
predhodnih velikih nagradah. Začuda tu so začeli biti hitri, tudi kar se tiče končnih hitrosti. In če malce pogledamo grafe telemetrije, bomo videli, da kriza Mercedesa je očitna predvsem v prvem sektorju, v drugem in tretjem so prekleto solidni. In izgleda, da res hladnejši zrak pripomore k temu, da se motor z notranjim izgorevanjem bolje hladi in tako pri Mercedesu lahko izkoristijo celoten potencial pogonskega sklopa. Ampak gre kot običajno za moje osebno videnje, za mojo osebno interpretacijo. Tudi Ferrari na prvem in tretjem prostem treningu je bil boljši od tistega, kar smo videli na samih kvalifikacijah. Ampak tu je treba gledati naprimer ritem na pneumatiki medium, kar je čisto nekaj drugega od tistega, kar smo videli na kvalifikacijah. Seveda mešanica C3 na kvalifikacijah, C2 v povprečju na samih prostih treningih. Naprimer, tretji prosti trening je bil izjemno zanimiv. Tu vidite delto časov in seveda povprečje za posameznega voznika. Tako pri Mercedesu kot naprimer pri Ferrariju vidimo v določenih primerih, da so bili izjemno konstantni. In tudi primerjava med tem, kar je pokazal Sainz in naprimer Max Verstappen na tretjem prostem treningu, je obetajoča. Naprimer vidimo lep primer degradacije dokaj hitro pri Charlesu Leclercu. Namreč Max v tem primeru na grafu je napravil krog hlajenja in nato nadaljeval z istim ritmom, medtem ko Charles po tistem počasnejšem krogu ni bil več v stanju ponoviti predhodnih časov. Ampak gre za izjemno kratek stint. Tudi Mercedes seveda bi moral biti tu zraven, ampak vse bo odvisno od strategij, o tem nekoliko kasneje. Če koga zanima, kje pravzaprav tiči tu skrivnost, bi lahko dejali, da nižje temperature so res tisti edini faktor, ki se je spremenil v zadnjih nekaj velikih nagradah. Ampak ne smemo tu kar tako soditi o kakršnemkoli ritmu zaradi različnega pristopa, zaradi tega, ker ni bilo nobenega pravega časa v drugem prostem treningu, o kakršnem koli ritmu ne moremo govoriti. Nemogoče je zračunati, brez da so vsaj glavni favoriti na isti količini goriva in seveda z isto tipologijo pneumatik. Na progi, kot je ta v Suzuki, je potrebno biti izjemno previden, namreč samo strategijo se lahko zalomi celotna dirka, če voznik gre na menjavo prezgodaj in naprimer pade v gnečo bistveno počasnejših nasprotnikov. Zato tu kakšnih špekulacij po mojem osebnem videnju ne bo. Tako imenovan undercut seveda deluje kot povsod drugod, ampak ekipe morajo biti izjemno pozorne. 2 ali 3 krogi za bistveno počasnejšim nasprotnikom bi znale vse skupaj spraviti na glavo. Sam menim, da pravzaprav bo, kar se tiče strategij, možno uporabiti 2 bistveni varianti, obe z 2 postankoma. Začeti na pneumatiki medium, približno 16 krogov, nato nadaljevati z enakim setom v drugem delu, kjer bo trajal približno ponovno 16 krogov in nato s pneumatiko hard do konca dirke, torej preostalih 21 krogov. Po mojih podatkih bi se za takšno strategijo lahko odločili pri Red Bullu in Ferrariju. Imamo seveda opcijo začeti na pneumatiki medium, približno 13 krogov in nato 2 dela na pneumatiki hard, kjer bi vsak del bil dolg približno 20 krogov. Seveda tu je možnost podaljšanja ali skrajšanja določenega dela. In seveda ta opcija velja za večino ostalih ekip, razen za Aston Martin. Pri obeh 2 strategijah je možno uporabiti v prvem delu
pnevmatiko soft, kar bi dalo veliko prednost v prvi fazi, približno 60 na krog boljši ritem, ampak bistveno krajši prvi del, kar bi pripeljalo do predčasnega postanka z gnečo in seveda posledicami, o katerih smo govorili. Ampak možno je. Predvsem ta varianta, da bi prvi del opravili na pnevmatiki soft, je možna naprimer pri Aston Martinu. Ampak ostaja še zadnja varianta. Strategija z enim samim postankom začeti na pnevmatiki medium, odpeljati približno 23 krogov in nato 30 na pnevmatiki hard. Tako bi tisti edini postanek bil vmes prvega in drugega vseh ostalih, in pravzaprav voznik bi na progi igral vlogo tako imenovanega čepa in zadrževal vse za seboj, s tistim edinim postankom bi pa pridobil kar nekaj mest, ko bi se pred in za njim vsi ustavljali za drugega. A seveda govorim o teoretični možnosti na samem papirju. Tretja varianta, po mojem, je bolj zadeva, ki bi si jo lahko privoščil nekdo v ozadju. A pred samodirko ob 6 zjutraj v tistem krajšem javljanju v živo si bomo ogledali tudi, kaj pravi Pirelli. In seveda v samem komentarju bo sledila analiza mojih napovedi, napovedi samega opremljevalca ekip Formule 1 in vse skupaj bomo seveda na to primerjali s tistim, kar so ekipe pokazale na progi. A menim, da za prihajajočo veliko nagrado Japonske smo dobili za enkrat dovolj podatkov, kot sem vam že omenil, ob 6 zjutraj in ob 6 zvečer javljanja v živo, zjutraj krajša varianta, popoldne tista daljša. Vabljeni tudi tam in seveda uživajte v sami veliki nagradi. Za enkrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.